večer vam voščim. Najlepša hvala kitaristu Andreju Ofaku, da nas je uvodoma tako milozvočno popeljal v predpraznični večer slovenskega praznika kulture. Zares je bogata bera kulturnih dogodkov v naši knjižnici v tem prazničnem tednu. Naš praznik, naš kulturni praznik bomo zaobjeli tako v likovnem kot v literarnem smislu. Veliko veselje pa mi je, da lahko nocoj v galeriji knjižnice gostimo podobe Pravljični svet, Hane Stupica in tudi Hana Stupica osebno, eno najbolj prepoznavnih in prodornih slovenskih ilustratork mlajše generacije v slovenskem prostoru. Lepo pozdravljam. Mogoče je skoraj neizogibno, morda tudi nehvaležno duhanje, ampak verjetno to vsakdo omeni. Omeniti njen slikarski rod, ki je seveda izjemen, od dedka slikarja Gabriela Stupice do generacije treh slikark, ilustrator, babice Marlenke Stupice, mame Marije Lucije Stupice in seveda Hane Stupice, ki so z svojim pravličnim imaginarjem obarvale svet otroške domišljije številnih generacij. Nedvomno tudi vaše, ali vsaj generacije vaših otrok.
Preden predam besedo Mileni Zlatar, ki bo avtorico tudi podrobneje predstavila, veliko smislu in morda tudi po pogovoru z Hano malo drugače predstavila njena dela in njeno delo. Nekaj malo bolj, kako ne rečem, tehničnih podatkov o Hani Stubica, ki jih lahko preberete tudi na strani Mladinske knjige, ki je njena matična založba. Hana Stubica je ena najvidnejših predstavnic mlade generacije slovenskih ilustratorjev. Po končani umetniški gimnaziji likovne smeri na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost, smer vizualne komunikacije. Za diplomsko nalogo je zasnovala ilustracijo za svojo prvo slikanico Rokavička, za katero je kot najmlajša dobitnica prejela prestižno nagrado Hinka Sprekarja. Že med študijem je začela objavljati ilustracije v revijah Cicido in Ciciban. Njene ilustracije so objavljene v knjigi Anje Štefan, Svet je kakor Liga raja in antologiji Medvedi in medvedki. Ilustrirala je Šunvertove pravljice in slikanico Anje Štefan, Zajčkova hišica, za katero je oblikovala tudi likovno zasnovo lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Tako Rokavička kot Zajčkova hišica sta bili nominirani za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico, Rokavička pa je prijela tudi Levstikovo nagrado. Kot ilustratorka se je uveljavila tudi v svetu oglaševanja in tudi na tem področju osvojila nagrade. Ustvarja svojo kolekcijo uporabnih izdelkov, s katerimi svoje mojstrske podobe, ki so preplet žlahtne slikarske in ilustratorske tradicije ter sodobnih oblik vizualne umetnosti, kot so fotografija, animacija, elektronski mediji, lutke, kosmografija, strani knjig in razstavnih panojev pospremlja vsakdanje življenje. Je mojstrica slikanja živalskih likov, ki jih z izjemno pozornostjo do detajlov kosmografsko odene v fina oblačila. Kljub družinski slikarsko-ilustratorski dediščini in naklonjenosti do sodobne tehnologije navdušuje se prepoznavno in izrazito avtorsko poetiko in estetiko. Razstavlja doma in v tujini ter na bienalih slovenske in tuje ilustracije. Sedaj poprosim umetnostno zgodovinarko Mileno Zlatar, da avtorico podrobneje predstavi. Hvala lepa, dober večer vsem skupaj. Najprej moram omeniti, da je to avtorska postavitev umetnice Hane Stubice in da je že njen študij, ki je vizualnih komunikacij, tista ta prava opredelitev umetnice vizualnih komunikacij, kakršnekoli že ali v knjigah, ali na plakatih, grafikah, slikah, na medmrežju in tako dalje. Sama sem začela izvajanje, kako bi jo predstavila v tem smislu, ko rečemo vedno ilustratorji. Jaz bi umetnike, ki se tudi s tovrstnim početjem, umetniško dejavnostjo ukvarjajo, koliko ne imenovala iluminatorji. Vse veste iz tistih od srednjeveških do novodobnih, ker beseda iluminare, iluminirani rokopisi, veste, ker smo v taki hiši, ker jih je nekaj tudi v trezorih kleti osrednje Koroške knjižnice, pomeni razsvetliti, iluminati. In ilustrirati je enako tudi izhaja iz lux, svetiti, lučane, ampak se je beseda bolj prijela v smislu, da to pojasnimo, tekst, da razložimo tisto, še podkrepimo besedilo z samo sliko. Kar pa se jaz ne bi strinjala. Tekst živi zase, slika živi zase, saj zelo, zelo enakovredna sta. Vse veste, kako so nastale črke. Tu je še zvok zraven. Iz slik, iz znakov za slike in potem iz črk mi lahko glasove in zvoke in besede lovimo. In to se mi zdi tisto najbolj pravo. Da je glasba še to zraven. Mi smo povedali, da je Hana se ukvarjala tudi z glasbo,
in tudi plesala, to se pravi gib, ples, vizualna podoba, to je za njo značilno in to tudi veje iz vseh teh njenih stvaritev, ki so danes tukaj na ogled. Da ne bo to predavanje, ko težko stojimo, pa se rajše potem družimo z letnico, pa jo vprašamo predolgo, naj izpostavim samo eno iluminacijo, ilustracijo, lahko bi tako pisali, s slešom, eno in drugo, ne? In to rokavičko. To je ukrajinska ljudska pravljica. Tu imate iluminacije, ilustracije na ogled. In govori, podobna vsebina je kot naša Mojca Pokraculja. To pa vsi poznate, pa ni treba razlagati, ampak konec te zgodbe ukrajinske, ker pač se veste, zdaj zima je, pretanjeno je upodobila ta mraz, hlad, drev je brez listov in kot dedek izgubi rokavičko in kot številne živali se natrpajo in najdejo dom v tisti rokavički, slučajno, spet je to slučaj, kako potem dedek, ki gre iskat rokavičko, nehote njegov pes kar jezno zalaja in vse živali izgubijo svoj domek in so spet, da bi mi z odraslimi rekli, spet iščejo eno bivališče, en topel kraj in svoj dom. Tako da so pravljice vedno aktualne, ko vidim, da so tudi zelo mladi, je potrebno včasih pravljice v nadaljevanju tudi z otrokom nadaljevati, se bojo našli še kakšen dom, ampak je treba tako kot mite, tudi pravljice, brati med vrsticami. Zdaj sem en izmed teh. Najbolj me je pa, to tudi vsi poznate, kjer spet najdemo, to bi Hana, velika poznavalka tudi drugih svetovnih ilustracij in iluminacij, da bi to lahko neskončno podrobno razlagala. Me je pa pritegnila zgodbica Zajčkova hišica, kjer sta avtorica Anja Štefan in Hana Stupica, res je enakovredni. In ko boste videli knjigico samo, vidite tiste bordure, neskončno drobnih detajlov, ki se dajo zelo različno brati. In ko so vse veste, menihi, naprimer, v teh skriptorjih pisali in risali in opremljali vsako inicialko, potem še zgodbe, je zgodba, hkrati pa podoba, je bila skoraj še močnejša. In ker so bile knjige dragocene, sem prej vaše trezorje omenila, s bogatimi platnicami, takimi konkretnimi, kot objekt, kot predmet, že same po sebi je bilo veliko, če si posedoval knjigo. Tako da danes je pa veliko, če kraj poseduje tako krasno knjižnico, kot je ena, kot je tudi Ravenska, oziroma Koroška osrednja. No in ko sem gledala naslovnico, to je tisti robček s takimi okvirji. In ko je potem Hana svoje iluminacije, ilustracije prenašala še na druge objekte, na druge zgodbe, je namenoma tudi dodala take bogate, baročne okvirje, ker ta drobna ilustracija, ki je v bistvu ena tvoja intima, ko se umetnik poglablja, to riše, takrat se ne, in ko potem stopi v dobi, se opredmeti tudi na takšen način. Tako jo vsaj jaz razumem. In tudi, ko imate izvrstne risbe, slike tudi, vi morate tudi poljene detajle pogledati, tako da bi lahko en visičji repek bil kar ena abstraktna slika, ali pa dedkova bradica. Tako da v tem smislu je njena velika kvaliteta. Ni tako produktivna, da bi vsak mesec eno knjigo izdala, ampak tisto resno dela, potem like prenaša tudi na druge predmete. Se veste, kako pomembno je, no, zdaj bom spet rekla porcelan, kako je časih bilo, ali pa namizne figurice na trgovinkih pri namizah. Takrat se ti na predmetu tudi zgodbe bral. In danes je pravzaprav isto, kako te lahko zakaj piješ skozi ene najljubše skodelice ali pa... To je vse, kar nam ta izbira umetniška daje. In malo manj sem pa poznala njeno serijo, tako govorimo serijo, ni lepa beseda, za Fedora. To je pa to, ko je za bistvo, to bi pa vprašala kar Hano,
da morda pristopi, pa malo pove, ker so meni izjemne, to so te linije, ne? Pravzaprav črno-bele z enim rdečim poudarkom. Ne, tista rdeča da tudi piko na i, ampak potem to lahko gledaš, Ana bi malo zgodbe razložila, ampak vsak si lahko tudi drugače zgodbo naplete. Tako da, kako ste prišli na to idejo, oziroma vidite, potem sem sama bila radovedna, ker so to za vinske nalepke, kako bo to prenešeno na flaše, ker pogledajte, kako še pomanjšano tudi odlično deluje. Tako da morda, ker to je ena novost, vemo, da so umetnike vabili, ampak je vsak v svojem stilu naredil. To je bila pa vinska zgodba iz tistih gričev, iz tistih hiš. To bi nas verjetno zanimalo. Prvo, hvala vsem, da ste prišli. Drugače pa Fedora je nastala čist kot to je projekt Valterja Kobale in njegove žene Mojce. Mojca je včasih delala v javni agenciji za knjigo in bila tudi zaposlena v Mladinski knjigi in so je bile pravljice vedno blizu. In sta v bistvu kontaktirala za vinske etikete. To so v bistvu pravljice, ki so novodobne, ampak napisane na starinski način. Se pravi, v bistvu ljudski in imajo detajle iz zgodbe njihove družine, o temu, ko je bila vojna, ko so izgubili denar in tako naprej. In jaz v bistvu ne bom dolgovezila, bom v bistvu sam priporočila, da greste na njihovo internetno stran, kjer so te zgodbe zapisane in tudi se jih lahko posluša v narečju. Ker v bistvu čisto vsaka ta zgodba začne se z tole tetoviranec, je za vino Pinela, in potem je v bistvu 5 jih je zaenkrat, to je serija v nastajanju in nastaja že v bistvu od leta 2017, ker so, kakor nastajajo vina, nastajajo tudi ilustracije. Tako da priporočam, da greste mogoče poslušati zgodbe, ker so zelo fine, kljub temu, da so napisane zdaj, ampak potem v bistvu vidiš, koliko je nekih detajlov, mogoče malo bolj nadrealističen pogled, rata na to in ja, to je v bistvu to. Zdaj, to je bilo iz prve roke, morda bi jaz, ko sem obljubila, da bo predavanje zaključila s tem, kako je pa potem lahko tudi te takšne pravljice, starodobne, lahko imenujemo, če lahko rečemo z to besedo, kako je Franca Xaverja Šrne vetra knjigo izpostavila. To je tudi nedavno odkrito in zato boste videli, da ta svet starih, to je bi lahko sporednico z Grimom rekli, ker je se sam ime rekel, da je to edini vredni naslednik njegova. Pa da ne bomo zgodovino razlagali, ampak te tudi strašljive zgodbe, ki so potem kot tako, ko je ena katarza za nas odrasle, ampak kako lahko tudi otrokom to pojasniš, pa jih malo vražiš, pa potem počasi, da to usmerjaš, tako da so pravzaprav pravljice tudi brezčasne. To bi kolegice z knjižnice znali še boljše pojasniti skozi zgodbe, ampak jaz nisem mogla mimo zgodb, ker njen slog je tako svojstven, iluminacija, ilustracija mora biti nazorna, natančna, zato tudi ustvarjaš zelo počasi in zelo dolgo, ker gre čisto v vsaki detalj in jaz se bom, da bo ta razstava razsvetljevala generacije, zato razstati je težko, ampak da bomo prihajali tudi z mladino in obratno, mladina z starši in starimi starši in da je pravi zadetek tole vabilo študijske knjižnice, srednje groške študijske knjižnice, Hali Stupica, da je danes z nami. Zato se bom zdaj res omejila, ker vedno sem zgodila, da je znamo časi biti predolgi. Hvala, da sem lahko predstavljala Hali Stupico in lep kulturni praznik.
Čast mi je, da sem danes tukaj, da sem orkestriral tvojo razstavo. Najlepša hvala še enkrat kitaristu, skladatelju in glasbenemu pedagogu Andreju Ofaku. Sedaj pa za zaključne besede prosim še direktorja Koroške osrednje knjižnice Aljaža Vrhovnika. Hvala lepa, dober večer vsem. Dobrodošli v Hramu kulture, tukaj v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na predvečer jutrišnjega slovenskega kulturnega praznika. Veseli smo, da lahko gostimo umetnico, ki je bila danes že predstavljena. Ob tej priložnosti pa bi vas povabili tudi na druge dogodke povezane s praznovanjem našega kulturnega praznika, ki jih sicer najdete tudi v našem napovedniku, verjamem, da vam je dobro poznan, pa sicer ne bo vabilo še z tega mesta, da se v četrtek spet srečamo na tem mestu, ko sem prihaja slovenski pisatelj Drago Jančar, pa vam bo on kaj več povedal o svojih delih, in pa tudi naša pionirska knjižnica Leopolda Sokodolčana zanimivo vabi tudi na razstavo knjig z ilustracijami, tu pa je spet kolegica predstavljena, torej stupica Hanna in pa potem še Malenka ter Marija Lucija, ki predstavljajo torej razstavo knjig z ilustracijami, ta pa bo sicer tudi na ogled do 1. marca. Če se boste te dni sprehodili po Koroški osrednji knjižnici, boste na nekaterih delih tudi srečali podobe dr. Franceta Prešerna, ki vas bodo seveda spomnili, da februarja praznujemo slovenski kulturni praznik. Morda vas tudi pritegnila kakšna njegova dela ali pa se boste morda obnovili to, kaj ste že slišali, videli, prebrali o njem, ali pa morda kaj drugega, skratka, vedno dobrodošli torej v našem hramu kulture. Veseli smo, da prihajate na naše dogodke in tako povabljeni tudi v drugih priložnostih. Iz tega mesta pa samo še čestitke ob jutrišnjem slovenskem kulturnem prazniku iz moje strani. Poskušajmo ga preživeti, kar se da kulturno povezano s kulturo in naj živi slovenska kultura. Hvala lepa. Hvala vam za to.